Dragi in drage, vsi, ki nas spremljate ta trenutek na naših socialnih omrežjih Slovenske note, na YouTubu, Instagramu, Facebooku, prav lepo pozdravljeni. En prisrčen pozdrav iz osrčja Hrastnika na eni zelo posebni lokaciji. Sem Nejc in danes se tukaj nahajam z verjetno osebo, ki jo poznate, Denisom Trapom, zmagovalcem Slovenske note 2019. Pred nekaj dnevi smo odprli prijave za letošnjo Slovensko noto, že kar 4. po vrsti. In prijave se že pridno polnijo in ravno ta trenutek je idealen, da vprašamo lanskega zmagovalca Denisa Trapa, kako mu je bilo kot finalistu, zmagovalcu in nasplošno nekomu, ki je to tekmovanje okusil od blizu. Denis, lepo pozdravljen in hvala najprej seveda vsem, ki boste danes z nama. Ja, lepo pozdravljeni tudi vsi gledalci. Sem kar vesel, da sem se lahko nazaj vrnil na kraj zločina, kjer se je vse skupaj začelo. Malo me, ko so se peljala skozi Hrastnik, me je malo nostalgija nazaj, tisto skoraj že, koliko je že pol leta nazaj. Res je? Ker ne morem verjeti, da je tako hitro minilo. Tako, torej danes se nahajava kje? Na plezališčem Počkalo. Tako, plezališče Počkalo, to je prečudovita lokacija v Hrastniku, kjer je Denis svojo notino razglednico, to je promocijski videoposnetek vseh lanskih finalistov, posnel prav tukaj in zato sva se vrnila na to nostalgično lokacijo, kjer bomo pokromljala malce v slovenski noti, velja? Ja. Denis, lansko leto je bilo očitno tvoje in sedaj, kot si rekel, mineva že polovica leta od tvoje zmage. Kakšne imaš kaj spomine? Neverjetno. Zdaj, ko smo ravno tu, sem prej gledal, ko so se pripravljali, kje sem plezal, kam sem vse, malo sem se vrnil nazaj, da sem mogel, marsikaj novega se mi je zgodilo, marsikaj novega sem poskusil, če sva že pri razglednicah, plezanje, tenis, to sem vse prvič počel, ampak je bilo res fajn. Glede na samo slovensko noto sem pa res predvsem užival. Mislim, da je bilo res tisto fajno vzdušje, da nismo preveč razmišljali, ne samo ne v zmagi, ne v čem drugem, ampak res v tem, da smo samo uživali. Lansko leto je bil slogan Slovenske note Barvito živimo sanje in me zanima, kakšne so bile tvoje sanje in kako ti jih je, če ti jih je Slovenska nota pomagala vsaj delček uresničiti? Ja, Slovenska nota mi je kar velik del sanj uresničila. Predvsem to je bila tista neka želja, da bi imel svoj komad, ker sem že prej se s temi coverji, priredbami ukvarjal. Ampak vsak pevec mi zdi, da si želi nekako, da bi imel svoj komad. In jaz sem ga s pomočjo Slovenske note dobil. Tako da to so bile nekako moje sanje, ki pa ste mi jih uresničili. Odlično. Zagotovo je veliko pevcev in pevk, ki naju ta trenutek gledajo in jih zagotovo zanima, ker se mogoče želijo prijaviti ali pa so se že prijavili na Slovensko noto in me zanima to, kar sedaj zanima ravno tiste, ki se sedaj prijavljajo, audicija. Audicija se letošnje leto obeta 4. aprila in me zanima, kakšne imaš kaj spomine na audicijo, kaj se je kaj dogajalo lansko leto? Iskreno? Lahko iskreno, lahko brez zadržkov, kakšne imaš tiste surove spomine? Katastrofa. Kaj pa je bilo katastrofalno? Mislim, ful je bilo fajn, mislim, če se sam na tist dan audicije malo sredotočim, preden sva našla v Hrastnik, to je tisto, pa gor, ko sva se peljala iz Prebolda čez, ker sem iz onega dela, sem skoraj bruhal na poti, ker so sami ovinki. Ampak dobro, to ni neki povezavi z samo audicijo, ampak to sem se zdaj spomnil. Nekako tisto čakanje, se mi zdi, ker nas je bilo lani, ne vem, 43. To je mene ubijalo tam, pa jaz sem bil zadnji na vrsti. Čisto zadnji si bil na vrsti, res je, čisto zadnji, se pravi, okrog 3. ure si bil na vrsti. Ja, katastrofa, res je. Ampak potem se je na koncu dobro izteklo, bi lahko rekli. Pa niti ne, no. Ja, res, imaš prav, na začetku ne, a ne? Ja, no, mislim, jaz takrat, ko sem šel noter v tisto sobo, vsi gremo, tam ste me ful spodbujali, mislim, ste nas vse, srečno, sej bo, pridem noter, pa vidim tam samih tistih 5, oni kar dol gledajo, pogledajo gor, po mojem so že bili ful utrujeni od vsega in se pol bil nekak. Ampak ja, no, malo imaš ti strahospoštovanje pred njimi, no, in ampak pol na koncu, ko se je glasba začela, sem dal najboljše ven, čeprav... Se sprostil. Ja,
čeprav sem nekako pol, ko sem gledal posnetek, se mi zdi, ja, nisem dal najboljše ven, ampak dobro. Ampak ravno to je pol bilo, da me niso vzeli, ne, da sem potem padel na tisto 11. mesto, nesrečno 11. mesto, ampak po moje je že moglo tako biti. No. Tako, torej, ja. Denis Strab, za vse, ki ne veste, v prvoten izbor Slovenske note ni bil sprejet, nažalost, ampak si potem ali pa na srečo. Ali pa na srečo, tako kakorkoli vzameš, in si bil potem na tekmovanje sprejet kot novi tekmovalec po odstopu ene finalistke, ampak na koncu je to, mislim, da lep nauk o tem, da se splača truditi in da na koncu si vseeno zmagal. In me zanima, kako je potem potekala ta pot od te, sedaj si opisal, nismo tega vedeli, stresne audicije do finalnega večera. Kaj se je vse vmes dogajalo? To je dolgo obdobje, polovica leta, kaj vmes se je vse zgodilo? Ogromno se mi je dogajalo čez celo poletje. Mislim, da je bilo to najbolj delovno poletje, kar sem ga imel. Hkrati pa sem res užival, zdaj, mogoče malo, da sem malo prestrašil vse gledalce s to audicijo. Ampak mislim, da je ravno tista audicija me nekako spodbudila k temu, da še bolj sem začel razmišljati to, da ne gledam, takrat me ravno zaradi tega bila tista audicija ravno taka, ker me je bilo malo strah, ne, in sem potem še slabše odpel, ampak nekako sem potem začel razmišljati, da ni važno, kdo me gleda, ampak je važno, da uživam na odru in da res se imam fajn med tem, ko pojem, in ravno to se je potem tudi čez celotno Slovensko noto zgodilo, no, s tem promocijskim koncertom, ki smo ga imeli, in pa potem finalni večer. Najbolj mi je bilo tisto, ravno te razglednice, no, to mi je bilo res ful fajn to snemati, ker sem tudi po duši malo igralca. Tako da sem res pa, predvsem je bilo, no, res sem se imel fajn. No. Odlično. Vsekakor pa na tem mestu ne moreva mimo tvojih fantastičnih 9 sotekmovalk, finalistk. Seveda na koncu smo morali tiste točke nekako porazdeliti od prvega do zadnjega mesta. To ne pomeni, da je prvi ne vem kaj, zadnji ne vem kaj, ampak vseeno me zanima, kakšni so bili kaj vaši odnosi, kako ste se razumeli, kaj jim sporočaš, kakšno imaš mnenje o njih, si se bal konkurence, skratka malce me zanima tvoj pogled na finalistke. Zelo smo se fajn zaštekali, no. Nekako je bilo tisto res prijetno vzdušje med samim tekmovanjem, mogoče potem na finalnem večeru smo se vsak malo bolj za sebe držal, ne vem pač, ko je bilo, ampak se to zdaj ni važno. Nekako smo se res zaštekali in ja, mislim, da ta konkurenca bila res ogromna, tako da sem bil kar ponosen, da sem lahko pel in nastopal med tako dobrimi pevkami in tudi zelo ponosen, da se potem lahko zmagal med tako dobrimi pevkami, ker so res bile vse več kot odlične. Priredil si pesem Julija v originalni izvedbi Aleksandra Meška in nastopil z, bomo rekli, prvo violinistko Slovenske note, prekrasno Marušo Dobrovoljski, ki jo na tem mestu lepo pozdravljava, zagotovo naj jo gleda, a ne? Sigurno. In me zanima, kako si prišel na to celotno idejo, spravi, katero pesem zapeti na finalnem večeru in nastopiti za violinistko? Kako je prišlo do te idejne zasnove tvojega zmagovalnega nastopa? Pa ne vem, nekako smo se, nisem sploh vedel, katero pesem bil, to je res bil tisti, ker moraš razmišljati o tolikih dejavnikih, da pa lahko zbereš pravo pesem, ne, ker je pa konec koncev to še vse tekmovanje. Ampak nekako smo se pol po tistem sestanku, ki smo ga imeli z mano, ki smo ga imeli jaz pa Ajda, ja, nova finalista Slovenske note. Ja, ko smo potem vstopila, smo se usedli dol, jaz, Irena pa moja mami, tule v Hrastniku na kavi. Mogoče bi samo povedala Irena Vrčkovnik, ki je tvoja mentorica, a ne? Za vse, ki ne vedo, dobro. Smo se usedli dol, no, zdaj, ko smo odlih pri Ireni, sem res hvaležen, ker je bila res čez celo Slovensko noto z mano, tako da se ji tukaj še zahvaljujem. Ker je res fajn imeti nekoga ob sebi, ki je že dal to velikokrat čez in ti še malo svetuje ono tretjo in mi je res bilo to v neko pomoč. Kaj je bilo vprašanje? Vprašanje je bilo glede Maruške in Julije. Ja, usedli smo se na kavo in malo razmišljali o različnih
komadih, različnih izvajalcih. Potem pa, ko smo se peljali domov spet čez te ovinke, ne, smo spet malo Ovinki, dobro. smo spet malo poslušali in nekako meni pade na misel Julija, tista lepa Meškova balada. In nekako smo pol kar pri tisti Juliji ostali, ker mi je tudi na vokal zelo dobro pasala in vse skupaj. Za Maruško sem res, to sem prej pozabil povedati, da mi je slovenska nota dala tudi to, da sem spoznal ogromno novih, prijaznih in dobrih ljudi. Med njimi je tudi Maruška, ki sem jo samo za tekmovanje spoznal. Lepa zgodba torej. Ja. Tako da sva še zdaj nekako v stikih, sva še tudi po slovenski noti kar veliko skupaj nastopala. No ja, in potem smo nekako zbrali Julijo, nekako Maruško gor, da bo lepo igrala nežno melodijo, pa prideva na prvo vajo, oziroma takrat Maruška še ni šla zraven, sem šel sam na prvo vajo, začne band igrati. Ja, kaj pa to, ne? Je bila pa rock izvedba, no? Rock priredbo so naredili in me je bilo kar malo strah ta prvič, ne? Ker sem se vsem še prej v nekih baladah našel. Ampak potem na drugi vaji je pa že bilo res Potem ste pričali rockersko, melanholično izvedbo Julije, tako energično. Točno to je. In tudi, evo, to mi je tudi slovenska nota dala, da širim svoj spekter teh glasbenih izrazov. Točno to, ja. Skratka, Julija Objokana, Niti treba skrivati solza, v intervjuju za Eurovizija.com, ki je bil objavljen ravno ta teden, si zaupal, da si po slovenski noti čutil potem nekakšno praznino. In me zdaj zanima, ali je bilo kaj solz prisotne s tvoje strani po slovenski noti, seveda bolj žalosti ali sreče? Ja, sreče so bile na finalnem večeru, to sigurno. Ampak nekako tista praznina, to sem mislil tako, no, ko smo imeli res zelo veliko dogajalo, zelo veliko smo delali na tem, zelo je bilo res polno, skoraj polovica leta, no. Je bilo res polno, zelo se mi je dogajalo. Res smo uživali, no, in pol kar naenkrat pa šik je bilo pa stop, ne. In potem si od Mladinskega centra Hrastnik dobil svojo pesem Noč in dan, ki ti jo je napisal Aleks Volasko. Sedaj seveda si velikokrat že povedal, o čem pesem govori, kako je prišlo do sodelovanja z Aleksom, ampak me vseeno zanima neko novo vprašanje. Ali je ti bilo všeč, da ti je nekdo drug tebi napisal pesem, ali bi raje ti sam pisal svoje pesmi? Ja, za prvič mi je bilo zelo všeč, ker se mi je zdelo, da nisem nekako ravno v to, da bi zdaj sam pisal nekaj, no. Čeprav imam glasbeno šolo, pa imam ono tretjo, pa še kar dobro pišem, ampak ne pa glih, da bi zdaj neke pesmi in vse skupaj spravil. Mi je bilo kar fajn, da mi je nekdo drug napisal. Hkrati pa zdaj ko sem izdal prvi komad, sem pa nekako začel razmišljati, da bi pa sam kaj pisal in sem začel tudi malo sam, tako da me je še malo vse skupaj spodbudilo k temu, da še sam kaj naredim. In ravno zakaj sem to vprašal, namreč letošnji slogan Slovenske note 2020 je Najdi svoj izraz, ki bo pravzaprav vse pevce in pevke, ki se bodo prijavili na to tekmovanje oziroma potem bili sprejeti na finalni izbor, spodbujal, da nekako odkrijejo, kdo so kot pevci, kaj želijo predstaviti publiki, kakšno podobo pevca želijo oddajati in kako želijo biti videni v očeh tistih, ki jih poslušajo. In me zanima, ali se zavedaš svoje vloge kot pevca? Si našel svoj, bomo rekli, pevski izraz? Veš, kaj želi sporočiti ljudem, ali si še na poti iskanja? Mislim, da sem še bolj na neki poti iskanja, no. Dobro. Čeprav nekako že vem, kaj bi rad pel, pa kaj to, pa kaj bi rad povedal ljudem, ampak vseeno se mi zdi, da se še malo iščem. Pa misliš, da bo potem težko letošnjim finalistom in finalistkam najti, oziroma iskati in najti svoj izraz? Misliš, da ga bodo našli? Mislim, da ga bodo našli, no. Odlično, super. Sigurno ga bodo. Mislim, da je to res eden boljših sloganov Slovenske note, da res podbudimo nas, mlade pevce, da pa še sami kaj naredimo, ne? In to je res fajno. Že komaj čakamo torej. Ja. Denis, za na konec imam samo še zadnji dve vprašanji in sicer še enkrat, kaj bi želel sporočiti, sedaj hočem, da malce motiviraš vse, ki te gledajo in ki si želijo prijaviti ali se bodo prijavili, kaj želiš sporočiti
pevcem, pevkam, ki sedaj gledajo, razmišljajo, bi, ne bi, kaj jim sporočaš kot nekdo, ki je vse to dal skozi, ki sedaj to veš, ki se sedaj poslavljaš počasi od slovenske note, metaforično rečeno, ne metaforično rečeno. Kaj jim sporočaš, Evo? Mislim, da smo jih zdaj kar malo prestrašili skozi ta intervju, mislim, no, da sem jih malo prestrašil. Ampak mislim, da je res slovenska nota eno tako res čudovito potovanje, ki razpira krila nas mladih pevcev, tako da ne odlašati s prijavo, ker tudi, če niste sprejeti na audiciji, mogoče vas pol pokličejo nazaj, tako so mene, ampak mislim, ne odlašati, no, ker nimate kaj izgubiti. Odlično, torej sedaj ste slišali Denisa. Denis, samo še za na konec, kje te lahko spremljamo, kaj obetaš, kje te lahko vidimo v prihodnosti, mogoče lahko že kaj namigneš, kje te lahko spremljamo? No, kar nekaj nastopov imam, ampak mislim, zdaj za širšo Slovenijo se mi zdi, da čakam, da bom ta drugi komad izdal, no, ki je zdaj še nekako v pisanju. Odlično, spodbujamo in komaj čakamo. Denis, najlepša hvala za tvoj intervju danes, za tvoj čas in za zelo cenjenja in spoštovanja vredno nošenje štafete Slovenske note 2019 oziroma zmagovalca Slovenske note 2019. Tukaj se sedaj še malce nauži nostalgije na plezališču pod Škalo in srečno dalje, talent, voljo in energijo imaš in verjamem, da ti bo uspelo tudi tebi najti pevski izraz. Ja, hvala za povabilo. Zdaj gremo pa plezati, ne? Tako. Skratka, vsem, ki ste naju gledali, pa hvala za vas čas, za ogled in če poznate koga, ki poje, če ste vi tisti, ki radi pojete in bi želeli se preizkusiti na Slovenski noti 2020, prisrčno vabljeni. Hvala in lep pozdrav iz Hrastnika vsem.